Doma, tukaj, pri nas, v Sloveniji. Utrip cerkve v Sloveniji. Spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni v oddaji Utrip cerkve v Sloveniji, ki nam tudi tokrat prinaša zanimive teme. Najprej bomo spomnili, da je slovenska cerkev dobila novega nuncija, slišali bomo nagovor mariborskega nadškofa Alojzija Cvikla pri sveti maši na predvečer praznika Marije Pomagaj na Brezjah. Poročali bomo, da se je začel postopek za beatifikacijo božjega služabnika, duhovnika in mučenca za vero Janeza Straška. Šli pa bomo tudi v župnijo Poljane nad Škofjo Loko, kjer v svetem in misijonskem letu pripravljajo kar župnijski festival. Še prej pa oznanila. Radijska oznanila. Svetniki v tem tednu. Jutri bodo godovali Filip Neri, duhovnik, Godon Opat in Lambert škof. V torek Alojzij Grozde, mučenec, Avguštin Kenterburyski škof, Evtropij škof in Julij mučenec. V sredo German Pariški škof, Just španski škof in Viljem Akvitanski, menih. V četrtek Maksim Emonski škof, Maksimin Trierski škof, Teodozija mučenka. V četrtek bo tudi praznik Gospodovega vnebohoda. V petek Kanci in Kancijan, mučenca, Ivana Orleanska devica in Ferdinand Kastilski kralj. V soboto obiskanje device Marije, Svetogorska mati Božja in Silvi škof. V nedeljo pa se bomo spomnili Justina škofa in mučenca, Kaprazija opata in Romana škofa. V današnjem Gospodovem dnevu. Na Brezjah bo dopoldan v baziliki Marije Pomagaj praznovanje 25-letnice družine in življenja. Ob 11:30 bo sveto mašo daroval škof Matjaž. Dopoldan bo v romarski cerkvi Gospe Svete na avstrijskem Koroškem ob 11:30 sveta maša v slovenskem jeziku. Ob 14. bo koncert duhovnih pesmi, ob 15. pa slovesne šmarnice. Letos pri Gospe Sveti obhajajo 600-letnico milostnega kipa Matere Božje. Popoldan bo na Sveti gori ob 13:30 srečanje pritrkovalcev za koprsko škofijo. Popoldan bo v Ljubljani, v župnijski cerkvi Marije Pomočnice na Rakovniku, ob 15. romarski shod. Vodil ga bo celjski škof Maksimilijan Matjaž. Ponedeljek. Od jutri do srede bodo prošnji dnevi, ko prosimo in molimo za lepo vreme in za odvrnitev hudih ur, za blagoslov polj, travnikov, gozdov, vrtov in vinogradov, pa tudi za blagoslov našega dela. Jutri bo v Ljubljani na Streliški ulici 12 ob 17:30 spominska žalna slovesnost ob obletnici umora profesorja dr. Lamberta Erlicha. Ob 18:30 bo v stolnici svetega Nikolaja v Ljubljani sveta maša, daroval jo bo ljubljanski pomožni škof Franc Šuštar. Četrtek. V četrtek bo praznik Gospodovega vnebohoda, ki ga praznujemo 40. dan po Veliki noči. V ljubljanski stolnici bo slovesna maša ob 18:30, daroval jo bo nadškof Zore. Petek. V petek se bodo začele 23. radijske počitnice. Karavana 7 avtobusov se bo podala na pot proti Genovi in naprej do Sardinije. Počitnikarji se bodo vrnili domov 8. junija. Sobota. V soboto se bo sklenila šmarnična pobožnost. Nedelja. Prihodnja 7. velikonočna nedelja bo tudi nedelja medijev, tudi radijci se vam priporočamo v molitev. Prihodnjo nedeljo bo na Zaplazu slovesno praznovanje godu blaženega Alojzija Grozdeta, ob 15. bo molitvena ura, ob 16. pa sveta maša, ki jo bo daroval nadškof Marjan Turenšek. Prihodnjo nedeljo bo v Murski Soboti, v stolnici svetega Nikolaja, svetoletni shod za dekanijo Ljutomer,
Ob 18. bo molitvena ura, ob 19. pa sveta maša. Želimo vam lepo nedeljo in vas vabimo k poslušanju nadaljevanja oddaje Utrip Cerkve v Sloveniji. Vatikan je imenoval novega apostolskega nuncija v Sloveniji. To je postal nadškof Luigi Bianco, dosedanji apostolski nuncij v Ugandi, ki bo po novem tudi apostolski delegat za Kosovo. Več Tanja Dominko. Luigi Bianco je rojen v Italiji leta 1960. Na papeški univerzi Urbaniana v Rimu je doktoriral iz kanonskega prava. Od leta 1989 je v službi Svetega sedeža, deloval je na apostolskih nunciaturah v Italiji, Egiptu, Argentini, na Hrvaškem, v Španiji in Andori, pozneje kot apostolski nuncij v Etiopiji, Džibutiju in v Ugandi. Imenovanje smo pričakovali že dalj časa, a se je postopek zaradi smrti papeža Frančiška nekoliko upočasnil. Dosedanji nuncij monsignor Jean-Marie Špajh je namreč že aprila izvedel, da ga tiskovni urad Svetega sedeža pošilja za veleposlanika Svetega sedeža na Nizozemskem. O njegovem delu v Ljubljani nismo kaj dosti slišali, tudi intervjuja za naš radio ni dovolil objaviti. Duhovnik dr. Marko Poznič je v nedavnem pogovoru za naš radio o njem dejal. Nunci prihajajo in odhajajo po rednem ritmu, ki ga imajo v Vatikanu, na katerega pač mi ne vplivamo. Bogu hvala, da gre. Naj bo Bog dal vse obilo blagoslova, pa da dobimo kaj bolj normalnega, čisto tako. Špajh bo Slovenijo zapustil 19. junija in na to bo čas za nov veter. S tem pa tudi nova imenovanja na področju škofovske službe. Pečat, ki ga pusti, je pač pri izbiri, odločilni izbiri naših škofov. Kakšni so kriteriji, zakaj in kako, živ krst ne ve, ampak ne samo za naše, za nikogar. Ena izmed stvari, ki bi jih je dolžan morda papež narediti, je prevetriti način, kako se izbira določenega škofa. Še vedno namreč velja, da škof Peter Štumpf vodi koprsko škofijo, hkrati pa upravlja tudi Mursko-Soboško, kar ni enostavno. Tukaj bo moral novi nuncij potegniti nekaj potez. Da je Slovenija malce tudi specifična, je v pogovoru dejal tudi dr. Janez Juhant. Torej Slovenija je to, kar je, ima takšno vodstvo, kakor je in ima takšne katoličane, takšne duhovnike. Skratka, smo to, kar smo in gotovo v teh okvirih je pač to treba sprijeti. Sam osebno pač to sprijemam kot del vseh teh procesov in mislim, da je bila značilnost Frančiška, da je ravno tudi razmere tako v Sloveniji, kakor pa tudi v drugih deželah enostavno sprejel, poskušal iz danega narediti, kar se da najboljše. Vsekakor si bomo na Radio Ognjišče prizadevali, da boste novega nuncija Luigija Bianca čim prej slišali tudi na naših valovih. Spremljate oddajo Utrip Cerkve v Sloveniji. V katoliški cerkvi smo včeraj obhajali praznik Marije Pomočnice kristjanov, v Sloveniji pa gre za slovesni praznik Marije Pomagaj, zavetnice Slovencev. Osrednje praznovanje je potekalo v slovenskem Marijinem narodnem svetišču na Brezjah, kjer so pripravili večdnevni program z bogato duhovno in kulturno vsebino. Na predvečer smo obhajali tudi večer slovenskih krščanskih izročil, pri katerem je maševal mariborski nadškof Alojzij Cvikl. Prisluhnimo nekaj mislim iz pridige. Pri Mariji in ob Mariji smo varni. Varni smo pred neuri zla, ki v raznih oblikah ogroža našo vero in tudi krščanska izročila. Pod Marijinim varstvom čutimo, da nismo prepuščeni samemu sebi. Čutimo, da smo občestvo, ki skupaj živi vero in skupaj kliče Boga za očeta. Spremljate oddajo Utrip Cerkve v Sloveniji. Na Vatikanskem uradu za zadeve svetnikov se je prejšnji petek začel postopek za beatifikacijo božjega služabnika, duhovnika in mučenca za vero Janeza Straška, rojenega leta 1906. Kot lazarist je deloval pri sestrah usmiljenkah v Radečah pri Zidanem mostu, kjer je bilo takrat veliko novink.
Lazaristi so pomagali pri njihovi vzgoji. Tako kakor drugi misionarji se je tudi Strašek pripravljal na ljudske misijone, nato je deloval še na Kosovem in v Beogradu, zadnja leta pa na Hrvaškem, kjer je bil tudi umorjen na cvetno nedeljo leta 1947. V gozdu sta ga pričakala dva partizana, ga ustrelila v glavo in pretepla. Ljudje so takoj vedeli, da je bila njegova smrt v resnici posledica sovraštva do cerkve in do duhovščine. Zdaj teče njegov postopek za beatifikacijo. Prisluhnimo življenjepisu Janeza Straška, ki so ga pripravili lazaristi, prebrala pa ga bo Maja Morela. Janez Strašek je bil rojen v Slakah dne 11. decembra 1906 v družini gorečih kristjanov. Kot sin očeta Janeza in matere Marije Mlaker je imel 2 brata in 2 sestri. Osnovno šolo je obiskoval med letoma 1913 in 1920 v Podčetrtku v domačih krajih, gimnazijo pa v Ljubljani. Bil je dijak Lazaristovskega dijaškega doma na Taboru. Skupaj z drugimi dijaki je obiskoval klasično gimnazijo, ki je bila zelo zahtevna, za mnoge dijake prezahtevna. Janez pa je bil eden tistih, ki so jo uspešno končali. Po opravljeni maturi je pri lazaristih vstopil v notranje semenišče, novicijat. Po letu dni je začel študij teologije. Po končanem študiju je bil dne 3. avgusta 1933 posvečen v duhovnika. Mašniško posvečenje mu je podelil škof dr. Gregorij Rožman v cerkvi Srca Jezusovega v Ljubljani. Skupaj z njim so bili posvečeni tudi Maksimilijan Rupar, Alojzij Trontelj, Martin Tekavc in Klemen Mau. Po novi maši je ostal v Ljubljani, nato pa je od 14. julija 1934 do 31. januarja 1935 živel pri sestrah v Smiljenkah v Radečah pri Zidanem mostu, kjer je bilo takrat veliko novink. Lazaristi so pomagali pri njihovi vzgoji. Tako kakor drugi misionarji se je tudi Strašek pripravljal na ljudske misijone in je od 16. do 23. decembra 1934 v Stranjah sodeloval na enem od njih skupaj z Matijem Čontalom in Jožefom Gracarjem. To je bil verjetno njegov edini misijon, saj je že dne 21. marca 1935 odpotoval iz Celja v Beograd. Tam je bila mlada župnija. Strašek je nadomestil Alojza Mava in služboval kot kaplan in katehet do 25. avgusta 1938, ko so ga poslali v Kosovsko Mitrovico, kjer je najprej opravljal službo kaplana in kateheta, nato pa še župnika. Tu je ostal od 26. avgusta 1938 do 22. julija 1941. Načrtovana je bila tudi gradnja nove cerkve, vendar so vojne razmere ta načrt prekinile. 24. julija 1941 so ga predstojniki znova poslali v Beograd, kjer je deloval do 8. septembra 1946. Medtem je bil tudi župnik v Kragujevcu in Novem Kneževcu. Ko je bil v Kragujevcu, so Nemci kot povračilni ukrep proti partizanom, ki so jim povzročili hude izgube med 21. in 23. oktobrom 1941, usmrtili 2800 talcev. Med njimi bi bil tudi duhovnik Strašek, ko ga ne bi rešil neki nemški poveljnik. Dne 8. septembra 1946 je bil imenovan in umeščen za župnika na Svetice pri Karlovcu. Ta pavlinski samostan so leta 1941 prejeli misionarji lazaristi. Prvi župnik je bil Andrej Lukan, za njim Stanko Žakelj, nato so sledili Štefan Bastič, Martin Tekavc in kot zadnji Janez Strašek. Od 8. septembra 1946 naprej. Po umoru župnika v Ozlju, doktorja Matija Krančiča, je Janez Strašek začasno upravljal tudi župnijo Ozalj, vendar nedolgo. Ko se je na cvetno nedeljo 30. marca 1947 po zgodnji maši vračal iz Ozlja na Svetice, je naletel na 2 morilca, ki sta ga čakala v gozdu.
Ustrelila sta ga z lovsko puško in ga pokrila z vejami, verjetno še živega. Številni znaki so namreč pokazali, da se je trudil preživeti, da je bojeval boj za življenje. Pretepla sta ga s palico in ga, ko je bil že skoraj mrtev, pustila v grmovju. Na kraju dogodka so bili najdeni ostanki cigaret. To jasno kaže, da sta morilca tam kadila po opravljenem dejanju. Janez Strašek je resnični mučenec. Ni bil samo ubit, temveč je pred smrtjo trpel mučenje in tepež. Medtem so ga na Sveticah pričakovali ljudje za opoldansko mašo. Ker ob dogovorjeni uri ni prišel, čeprav so dobro vedeli, da je vedno zelo točen, so začeli moliti rožni venec. Po molitvi so ga odšli iskat, a ga ob poti niso našli. Nekateri so pripovedovali, da so okoli 14. ure slišali strele, pa tudi klicanje na pomoč iz gozda. V tistem času je bil Strašek najbrž še živ, saj je, ko je naslednji dan, 31. marca 1947, neka žena iz Svetic, Dora Lukešič, približno 30 metrov od poti našla truplo, v roki še vedno držal šopek vejic, za katere se je morda nezavedno oprijel, ko so ga vlekli v globel. Bil je ustreljen v glavo z lovsko puško. Šibrovke so prodrle v možgane skozi ustno in očesno votlino. Pokopali so ga v Sveticah. Ljudje so dobro vedeli, da je bila njegova smrt v resnici posledica sovraštva do cerkve in do duhovščine. Ohranil se je zapis okrajnega odbora Komunistične partije Karlovca, ki, čeprav je bil obveščen in je prispel na kraj dogodka, ni ukrepal proti morilcem, temveč je o dogodku in priznanju storilcev zgolj obvestil Centralni komitej Komunistične partije Hrvaške v Zagrebu. Nekaj izpisov iz dokumenta. Ko se je vračal iz Ozlja na Svetice, sta ga ob cesti čakala 2 člana Komunistične partije. Ustrelila sta ga z lovsko puško. Ker duhovnik še ni bil mrtev, ga je moj brat pretepel s palico. Ko je umrl, sva ga odvlekla v grmovje in pokrila z listjem in vejami. Sami smo se tako odločili, ker je bil ta človek bandit, smo ga ubili. V naši partijski celici smo se pogovarjali o potrebi, da najdemo nekoga, ki bi ubil tega bandita. Z bratom sva se odločila, da bova to naredila in ga ubila. Prijatelji, ki so sodelovali v tem dejanju, so ostali na prostosti. Niso šli niti v zapor, niti jih niso preiskovali. Iz dokumenta je razvidno, da je osrednji komitej v Karlovcu odgovoren kot naročnik tega zločina. Svojim sovraštvom do cerkve in do njenih duhovnikov so vplivali na nekatere svoje člane. Duhovniki so bili zanje banditi. Člani Komunistične partije so menili, da opravljajo svojo dolžnost kot komunisti, kadar pobijajo duhovnike. Pred letom 1991 si nihče ni upal na glas govoriti o teh stvarih, še posebno ne o tem, da je partija hujskala k ubojem in bila zanje odgovorna. Če bi si kdo drznil to povedati, bi bil v veliki nevarnosti, da konča v zaporu. Šele leta 1991 sta Hrvaška in Slovenija dosegli demokracijo in neodvisnost. Prvič so začeli obhajati križev pot ob poti, po kateri je hodil Strašek in kjer je pretrpel svoje mučeništvo. Od takrat naprej to pobožnost opravljajo vsako leto. Od leta 1998 naprej se na cvetno nedeljo ob 14. uri popoldne verniki zberejo v Ozlju, kjer je Strašek daroval svojo zadnjo mašo. Od tam se začne procesija, med katero se moli križev pot in ponovno se prehodi pot, ki jo je Strašek zadnjič prehodil, preden je bil ubit. Procesija in molitev se konča na Sveticah. Vsako leto se število vernikov, ki molijo križev pot in obhajajo Evharistijo v spomin na Straška, vse bolj povečuje. Molijo, pojejo, se ustavljajo pri vsaki postaji križevega pota, premišljujejo skrivnosti križevega pota, Jezusovo trpljenje, pa tudi trpljenje Straška. Na začetku je pri križevem potu sodelovalo okoli 200 ljudi. Ob 60. obletnici njegove smrti se je zbralo 500 vernikov. Leta 2017, ob 70. obletnici njegove smrti, pa se je na križevem potu zbralo več kot 600 vernikov.
Zavedajo se, da je pater Strašek umrl kot mučenec in se mu z velikim zaupanjem priporočajo. Križev pot in somaševanje je pri sveti maši dne 30. marca 2007 vodil dekan dekanije Ozalj Lipik, župnik iz Ozlja Josip Jakovič. Pri sveti maši so sodelovali duhovniki in verniki iz okoliških župnij, sorodniki, bratje, tudi iz Slovenije in člani Slovenskega doma v Zagrebu. Sveta Evharistija ob 70. obletnici je potekala 23. aprila 2017 na Belo nedeljo. Mašo je vodil monsignor Stanislav Lipovšek, škof celjske škofije, iz katere je izhajal pater Janez Strašek. Verniki župniji Ozalj in Svetice se zelo priporočajo mučencu patru Strašku. Občina Ozalj je po njem poimenovala ulico, to je ulica Janeza Straška. Na pokopališču na Sveticah, kjer je pokopan, stoji bronast doprsni kip Janeza Straška. Splošno mnenje je, da njegovo telo ni razpadlo. Za beatifikacijo se zavzemajo predvsem njegovi sobratje, misionarji misijonske družbe svetega Vincencija Pavelskega. Želijo si, da bi cerkev priznala mučeništvo zaradi vere njihovega sobrata Janeza Straška. Verniki iz Svetic skupaj z župnikom so navdušeni, da bi zvestoba in junaštvo Janeza Straška postala zgled ljudem v naši domovini v tem času. Za morebitne čudeže se zbira dokumentacija. Neka gospa, raziskovalka življenja in mučeništva Janeza Straška, je doživela možgansko kap in ostala hroma. Po 10 dneh je ostala iz postelje. Druga gospa, Katarina, je imela raka ščitnice in je bila operirana. Nato se je rak razširil na maternico, ki so jo prav tako operirali. Potem so ji odkrili raka na dojki, zato je bila predvidena še nova operacija. Med pregledom pred operacijo je tumor izginil. Primer zdravnice. Med nosečnostjo so ji odkrili karcinom maternice in bi se morala odločiti za operacijo, pri kateri bi izgubila maternico in plod. Po molitvi k Strašku za ozdravitev so nadaljnji pregledi pokazali, da karcinoma ni več. Rodila je hčerko, nato pa še sina. Spremljate oddajo Utrip cerkve v Sloveniji. Na telefonski zvezi sedaj lepo pozdravljam soorganizatorko Poljanskega festivala v župniji Poljane nad Škofjo Loko, gospo Marjeto Pisk. Lepo pozdravljeni. Lepo zdrav. Poljanska župnija letos ni samo v svetem letu, ampak tudi v misijonskem. Kaj nam lahko za začetek poveste o tem? Ja, letos smo v misijonskem letu, kar pomeni, da se celo leto dogajajo misijonske dejavnosti. Glavni osrednji del misijona bo sicer potekal ob koncu cerkvenega leta pred praznikom Kristusa kralja, vendar vsak mesec potekajo tudi dejavnosti oziroma aktivnosti, s katerimi želimo nagovoriti čim širši krog ljudi. Tako smo bili na romanju, na svetoletnem romanju v Rim, zbralo se nas je kar veliko, okoli 150 župljanov in ljudi iz soseščine. Bilo je res zelo milostno. Potem vsak mesec pripravljamo tako imenovane polanske pogovore, na katere povabimo zanimive goste. Nazadnje smo gostili naše poljanske smučarske skakalke, ki so nam povedali o svojem športnem udejstvovanju, pa tudi odnosu do vere. Zdaj 1. junija pa pripravljamo Polanski festival. Nam lahko tudi o tem nekaj poveste, gre namreč za nekaj drugačnega. Tako, želeli smo, da gremo izven zidov samo naše cerkve, našega občestva, da nagovorimo tudi tiste, ki bi sicer težko prišli v samo cerkev ali njeno bližino. Zato smo se odločili, da organiziramo festivalsko dogajanje na Visokem. To je okoli dvorca na Visokem, kjer je bilo Tavčarjevo posestvo in kjer se tudi sicer dogajajo podobni festivali in koncerti.
Tako bomo v nedeljo 1.6. začeli najprej z otroškim utripom, ob 11. bo sledila sveta maša, po sveti maši bo kosilo in različne delavnice, druženje, glasbeni program. Želimo nagovoriti čim širši krog ljudi. Ne samo iz naše župnije, ampak iz celotne Poljanske doline, Škofjeloškega, pa tudi širše. Tako da so vsi zelo lepo povabljeni. Pri plakatu na ta vaš poljanski festival lahko preberemo tudi 2 zanimivi imeni znani, to sta Domen Kljun in Darko Đurić. Kaj onedva prinašata na ta dogodek? Povabili smo Domna Kljuna in Darka Đurića, ki imata oba zelo pozitivni življenjski zgodbi in jih tudi širša publika pozna. Domen Kljun kot zmagovalec šova Slovenija ima talent leta 2024 je gotovo znan po svoji odprtosti, svoji pozitivni življenjski zgodbi. Prav tako Darko Đurić, ki je na poseben način povezan tudi z našo župnijo in je kot paraolimpijski športnik dosegel številne lepe uspehe. Verjamemo, da nam bosta podala številne pozitivne zgodbe, ki bodo tudi nam pomagali na naši poti. Nekaj posebnega bo tudi to, da bodo vaši misionarji stregli kavo. Kaj bo še posebnega? Ja, naši misionarji so kapucini in zato bodo imeli kotiček z kapučinom. Stregli bodo kavo, imeli bodo stojnico, na kateri se bodo lahko obiskovalci oglasili, popili kavico in poklepetali. Poleg tega pa se bo dogajalo še marsikaj. Imeli bomo številne kotičke, številne delavnice, lahko se bodo obiskovalci posvetovali z strokovnjakinjo za lepotičenje in oblačenje. Lahko bodo ustvarjali, poslušali pravljice, pripravljamo številne športne delavnice, modelarske. Otroci bodo lahko se spuščali po napihljivem toboganu ali ziplajnu in še številne druge dejavnosti bodo na voljo. Tako da bo dogajanje res zanimivo in pestro, tako za najmlajše kot mladino in odrasle. Bo pa poskrbljeno tudi za glasbo. Tako je. Glasba je gotovo sestavni del takega dogajanja, tako da bodo najprej nastopili mladi upi iz naše župnije in iz širšega območja. Vrhunec bo pa glasbeni program dosegel z nastopom Ravbarjev, ansambla, ki igra narodno zabavno glasbo in bo seveda tudi to prispevalo k nekemu veselemu vzdušju. Torej, kar nekaj dogajanja na vašem festivalu, Poljanski festival. Mogoče zakaj ste mu dali takšno ime, festival? Festival, naše dogajanje smo poimenovali festival, zato ker je dejansko gre za festivalsko dogajanje. Z njim želimo pridobiti čim več ljudi, da bi prišli, da bi tam se udeležili tudi svete maše. Vse skozi bo na voljo tudi spovednik za pogovor ali sveto spoved. Prav tako misionarji, naši katehumeni bodo tudi imeli pričevanja. Tudi zakaj festival? Ker mogoče lažje privabimo na tak način tudi tiste, ki se želijo sprostiti, ki želijo okusiti in spoznati različne delavnice, ki se želijo skupaj z družino poveseliti lepega dne. Festivalsko dogajanje nam omogoča, da je res zelo raznoliko in da vsakdo najde nekaj zase. Tako, kot ste že dejali, festival ni namenjen samo vašim župljanom, zato mogoče povabilo še enkrat, da se ga udeležijo tudi drugi obiskovalci. Tako, pridite na Visoko 1.6. Začeli bomo ob 10. in potem se bo nadaljevalo vse tja do popoldanskih ur. Sveta maša bo ob 11. Pridite, pridružite se, lepo bo in veseli vas bomo. To je bilo vse v tokratni oddaji. Za pozornost se vam zahvaljujem, Rok Mihevc, ki vas lepo pozdravljam do prihodnjič.
Oddaja vam je na voljo tudi med podcasti in v našem audio arhivu. Obiščite radio.ognisce.si.